Pozdravljeni! Danes smo pa končno dočakali recept za slavno in težko pričakovano ovčjo pito. Nekateri že veste, kaj je to, nekateri pa pojma nimate in se sprašujete, kaj pa je to zdaj ovčja pita. Brez skrbi, niso noter ovčke, tako kot so vsi ostali recepti, faširan tjuln, zajčje okice in ne vem kaj še vse je na spletni strani. Je tudi ta dobila eno posebno ime, zato da je bolj zanimivo. Njena sestava pa je zelo v redu, vsebuje beljakovine, ogljikove hidrate, maščobe, ampak to v dobrem razmerju, tako da je tudi za tiste, ki pazite na prehrano in se zdravo prehranjujete, zelo v redu in obenem tudi sladica, ki jo lahko pojeste, se pravi, tako sem rekel, tudi če se zdravo prehranjujete, sladica, ki jo lahko pojeste. Kakšne so njene sestavine? Poglejmo. Pozdravljeni! Torej, sestavine, ki jih potrebujemo za pripravo ovčje pite so kila probiotične skute, 100 gramov jogurtovega masla, 100 gramov polnozrnate pirine moke, 100 gramov otrobov. Kakih otrobov? Pšeničnih otrobov. Pšeničnih, okej. Potem imamo 50 gramov lešnikov. Mletih? Mletih lešnikov in 50 gramov mletih mandljev. Lahko date pa 100 gramov enega ali drugega. Potem imamo še eno jajco, malo sladkorja. Koliko je to malo sladkorja? 4 žličke. Okej. Za testo pa 4 žličke za maso. Dobro, pa to bomo potem še povedali, ne? Prav, pa še 250 gramov jagod, 250 gramov malin. In to je vse? In to je vse. Priprava je zelo enostavna, končni izdelek pa je zelo dober. Zdaj pa gremo v dveh... Kak bomo? Najprej bomo pripravili testo, ne? Ja. Kaj pa potem? Potem pa še maso. Okej. Nadev. Gremo v akcijo? Gremo v akcijo. No, 100 gramov otrobov. Če imate tehtnico, da si pomagate, je zelo v redu. Torej 100 gramov otrobov, potem imamo 100 gramov moke. Še 50 gramov mletih mandljev. Lešnikov. Zdaj pa še maslo. Koliko masla pride? 100 gramov. Bomo približno od oka vrezali, če ne pa še. A ne bomo nič vagali? Bomo. Okej. Malo še. Dobro, v redu, tudi 99 v redu. Eno jajko, malo sladkorja. Tak, 4 žlice, ampak tak. 4 žlice, ampak ne polno. Dobro. Malo pa mora biti sladko, če je sladica. Torej, to je zdaj masa za... Pa še ena jajčka gre noter. Za testo. Za podlago. Ja. To je vse. Zdaj pa to zmešamo, ampak z rokami, tako da si jih jaz grem umiti. To je zdaj testo.
ki ga bomo dali peči. Daj pokaži nam ga, da vidimo, kako izgleda. Vse sestavine so se lepo sprijele. Okay. Zdaj ga bomo pa lepo razporedili po pekaču in dali peči. Vmes pa pripravili nadev. To imamo kar lepo notri. Zdaj kar lepo z roko razporedimo po celem pekaču. Gremo peči. Zdaj pa bomo še pripravili nadev. Za maso rabimo skuto probiotično. Prej sem pozabila omeniti, da rabimo še jogurt, pol litra jogurta. Navadnega, ne? Navadnega. Maline in jagode, pa malo sladkorja. Spet. Malo. Grozno, kako bomo debeli. Sada sploh ni slado. Tako malo. Torej, skuto najprej. In dodamo še sadje, ki ga ni treba posebej odmrzniti prej, zato ker se tako lepo zmeša, potem pa ostanejo celi sadeži. Če bi ga prej odmrznili, potem je tako mehko, pa je spucano, ne? Zdaj kar zmržnjeno, damo zraven. Zmržnjeno, zato ker se tako speče potem še. Pazimo, da se ne popackamo. Tudi to je sestavni del kuhanja. Zdaj pa še jagode. Tu v bistvu lahko dajo noter kaj hočejo, ne? Ja. Poleti, ko so marelice, super pašejo zraven, če je sveže narezane marelice. Ja, To, zdaj pa še malo sladkorja. Malo. To je tako malo, da se čisto zgodi. 4 žličke spet? Ja, Okej. tako, ne. Fajn. To je pol žlice, no. Samo to malo. Zdaj pa še jogurt. Potem pa bomo vse lepo Lahko greš malo bolj tja, da se bo videlo? Tako, ja. Jogurt. Zdaj pa to vse lepo skupaj zmešamo. In je to to. In to to. Tukaj vidimo filo, ki je zdaj lepo zmešana, s čim bomo napolnili našo pito, ki se je zdaj pekla, oziroma podlaga se je pekla 20 minut, je tak? Ja, 20 minut se je pekla in zdaj bomo vzeli ven in napolnili. Zdaj pa pogledamo, no, kako gre dalje. To zgleda kot neki keks, fini dišeči. Zapečeno lepo. Pa vzamemo to lepo rdečkasto maso. Lepo razporedimo po pekaču. Ne rabite skrbeti, da bi bilo preveč ravno, zato ker je tak sokovščki sadja. In se potem to lepo stopi. Tak. To je to. Kot vidimo, je pita gotova, super diši. Jaz vas vabim, oziroma mi dva vaju vabima, da poskusite in da si ogledate še ostale recepte pod zavihkom recepti na moji spletni strani. Do takrat pa pridno trenirajte, pridno kuhajte, lepo se imejte. Dober tek. Adijo. Adijo.